A boš ti vodila danes vesti? Dej. A res ne bi mogla ti? Dej, prosim. Okej. Dej, bež na stran. En lep in ljudski pozdrav iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Na predsedniških volitvah je bil za tretjega predsednika Slovenije izvoljen Danilo Ljudski Türk. Türk je zbral 68,26% glasov, Lojze Orgelca Peterle pa 31,74%. Volilna udeležba je bila 57,78%. Zaenkrat še neuradni predsednik je rezultate pričakal v restavraciji Glažuta na Dunajski cesti v Ljubljani, kjer so se zbrali njegovi podporniki, med njimi tudi Milan Kučan, Borut Pahor, Karel Erjavec, Gregor Golobič in Zoran Janković. In seveda kupica predstavnikov medijev. Pojďte trochu bliže. Novi predsednik je najprej povedal, da smo menda zmagali vsi. Ne bi rad mojega uspeha opisoval kot zmago. To je bil proces, v katerem ne sme biti zmagovalcev. Tu smo zmagovalci vsi. Kajti gre za to, da Slovenija dobi predsednika, ki združuje. To je predsednik vseh ljudi. Njegovi podporniki so po zmagi razmišljali nekoliko drugače. Zagotovo je danes dan znak javnosti, da si želi nekaj spremeniti. Mislim, da so državljanke in državljani Republike Slovenije hoteli spremembe in dr. Danilo Türk prinaša spremembe. Ob koncu slavja je novega predsednika republike pozdravil tudi ognjemet. V štabu Lojzeta Orgelce Peterleta je bilo nekoliko bolj komorno. Peterle je prepričan, da je na njegov uspeh vplivalo predvsem nezadovoljstvo ljudi z delom vlade, ki ga je podpirala, pa tudi stare sile. Kontekst, v katerem je danes Slovenija, na gospodarski in politični strani, je gotovo obremenil mojo kandidaturo. V drugem krogu je opravila svoje polarizacija, v kateri so bili uporabljeni tudi nekateri stari vzorci oziroma formule, ki v Sloveniji očitno še delujejo. S tem mislim to, da se pač desnico potiska v neko pozicijo oziroma da se je mene pripisalo desnici in da se je v tem primeru to izrazito povezalo še z vlado. Bil pa je nekoliko kritičen tudi do sebe. Ko je nastopila polarizacija, mogoče nisem našel najboljših odgovorov na to, ker polarizacija v osnovi odklanja. Mislim, da ni dobra tudi takrat, ko gre za predsedniške volitve. Svoje občutke pa je predstavil tudi Peterletov sin Ožbej. Ne bom videl v hčerki od Clintona, to je res, nažalost, ampak po drugi strani je pa tako v bistvu lažje živeti. Mi smo v tem že 17 let v tej politiki in smo vajeni marsičesa in tako da v bistvu ni tako narobe, da ni predsednik. Lega, ti, ta Ožbej, ta je pa kar malo jasnovidena. Ker ve, da bo Hillary zmagala. Ajmo. Politične stranke si bodo razloge za Peterletov poraz najverjetneje razlagali različno. Gregor Golobič, predsednik Zares, ki je vodil Türkovo predvolilno kampanjo, je volilno lekcijo razumel takole. V politiki moraš ostati pri principih takrat, ko ti gre slabo in pri enakih kot takrat, ko ti gre dobro in da si enak, ko si v opoziciji, kot takrat, ko si v opoziciji. In to mislim, da je nek nauk, ki smo ga lahko vsi deležni, ampak se bojim, da bodo tisti, ki so pravzaprav ta zaključek kampanje koncipirali na ta napačen način, prej potegnili sklep, moja izkušnja z njimi je žal taka, da je bilo tega še premalo, ne da je bilo to narobe. In to bi bila seveda zelo slaba popotnica za prihodnje leto. Ok, zdaj sem pa že v redu, bom jaz zdaj naprej.
V zaključku volilne kampanje so vladne stranke protestirale zaradi nalog, v katerih so študentje FDV-ja raziskovali prisotnost politike na cerkvenih obredih in pred njimi. Na volilni dan smo zato udeležence tradicionalnega romanja k cerkvi svetega Martina na Zaplani povprašali o njihovem mnenju glede prisotnosti domnevnih študentskih vohunov. Zaplaninci so bili do domnevnega problema precej ravnodušni. Je še FDV-jevc, ja, ziher je bil, ne, tam, po mojem, da nekaj tazga slišal, kar bi bilo sporno, tako da. Pa se bojite, mora biti, da Jaz mislim, da je bil prej za šankom kanoter. Zaradi vonja po moštu, ki je dozorel v vino, je te dni tudi na Štajerskem bolj kot predsedniške volitve ljudi zanimalo martinovanje. Takole je bilo na Martinovo v Zgornji Koreni, manjšem kraju v občini Duplek. Tudi pri nas je stopnja sladkorja bila kar velika, tako da je marsikdo, ki je želel, lahko tudi se odločil za pozne trgatve, ker vemo, da za pozne trgatve rabimo nekoliko višje stopnje sladkorja. Žal je tam en teden, dva bilo vreme malce nenaklonjeno, vendar pa sedaj te dni, kateri so se odločili za pozne trgatve, in vsekako ni žal. Dobro vino, to je za nas. Dobra pečenka, to je za nas. Dober domači kruh, to je za nas. Rumeni muškat, to je za nas. Slabega gospodarja, odreši se nas. Slabega vina, odreši nas. Pijanskih noči, odreši nas. Miličnikov ali policajev na stezi, odreši nas. Ker smo vsi državljani Republike Slovenije in ker vsak glas šteje, takšen ali drugačen, o nekoliko drugačnem pogledu na volitve in Martinovo komentar dneva Vita Korošec. Včeraj so bile predsedniške volitve, ki se jih zaradi martinovanja marsikdo ni mogel udeležiti, vključno z mano. Pa smo, vključno z mano, res kaj zamudili. Iskreno povem, se ne spomnim. Za hrano, pijačo, jedačo in dobro zabavo je bilo poskrbljeno. Meni je bilo, kot da sploh ni volitev. Da si ravno sem z Martinovo družbo na igrišču pred osnovno šolo opazila nekaj ljudi. Bojda so hiteli na volišča. Novega predsednika bom poslušala in ubogala, rada ga bom gledala in kdaj bom tudi prižgala internet, če bo ravno tam. Njegov mandat bo trajal 5 let. Menda bom takrat že zaposlena in bom plačevala davke. Morda bom imela družino in otroke. Mislim pa, da ne bom predsednica. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Za živo glasbo in toplo kulturno vzdušje so po končanih predsedniških volitvah kot vedno doslej poskrbeli v štabu Lojzeta Orglice Peterleta. Še bio vreme, testni subjekti izpostavljeni vinskim hlapom in novembrskemu hladu so preživeli. Iz ljubljanskega studia 136 to so bile še ene vesti na vesti. Ostanite še naprej z nami.